Gledališka skupina Tihe stopinje je predstavo Frankenstein, priredbo istoimenskega romana angleške pisateljice Mary Shelley, premierno prikazala aprila leta 2018. Predstava je bila spektakularna in je gledalce osvojila s kostumsko dovršenostjo, uprizoritvijo v znakovnem jeziku in zvočnimi učinki ter zasluženo požela ovacije. Z uprizoritvijo v mednarodnem znakovnem jeziku so kasneje prepričali še strokovno žirijo Mednarodnega gledališkega festivala gluhih Teritorij Kreten in povabili so jih na festival, ki se je odvijal v Teatru Mimike in Kreten v Moskvi. Gre za najprestižnejši festival v vzhodni Evropi, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom Rusije. Namen festivala je opolnomočenje invalidov, da bi razvili svoj ustvarjalni, umetniški in intelektualni potencial. Nenazadnje gre tudi za enakovredno udeležbo invalidov v kulturi. Letos se je festivala udeležilo 14 gledaliških skupin iz 9 držav. Sankt Peterburg, Rusija, Moskva, Rusija, Ljubljana, Slovenija, San Francisco, ZDA, Helsinki, Finska. Otvoritev je bila spektakularna, saj smo si ogledali izvrstne predstave moskovskega gledališča. Šlo je za sklop kratkih predstav, mimik, komedije, končalo pa se je z izjemno plesno predstavo. Občinstvo je bilo navdušeno in sledil je dolg aplavz. Na lastne oči smo se prepričali, kako bogato je lahko umetniško ustvarjanje gluhih. Za Tihe stopinje je napočil dan D, dan predstave. Ob 9 zjutraj je potekala vaja. Poskrbeti je bilo treba, da je bila tehnika usklajena. Povezati je bilo treba tako videoprojekcijo kot zvočne učinke. Po 2 generalkah je sledila predstava Frankenstein. Igra je tekla kot po maslu in gledališka zasedba se je resnično izkazala tudi na velikem odru daleč od doma. Slovenski izvajalci so v nabito polnih dvoranah poželi srčen in dolg aplavz.
Petek je bil zadnji dan nastopov in je ponudil izjemno in inovativno predstavo ameriške skupine Urban Jazz Dance Company. Vključevala je tako plesni kot dokumentarno-vizualni del. Režiral jo je Antoine Hunter, ki je tudi borec za pravice gluhih v ameriških zaporih. Predstava je jasno pokazala, da je znakovni jezik edinstven in da se njegovih kreten ne da nadomestiti s pisnim jezikom. Zato je nujno, da so znakovni jeziki v vseh državah po svetu zakonsko priznani kot materni jeziki gluhih. Nadvse pomembna je tudi pravica do tolmača v vseh uradnih postopkih. Ob zaključku festivala je sledila razglasitev uvrstitev. Predstave slovenske, ameriške in poljske gledališke skupine so ves čas veljale za favoritinje. Vendar se je žirija odločila drugače. Nagrada za najboljši scenarij Erwan Sifru, Francija. Najboljše režiserjevo delo, gledališče Nedoslov, Moskva. V nominaciji za najboljšo igralko je zmagala Irina Kristova, Moskva. Najboljša stranska vloga gre Anastaziji Jeleckiji, Sankt Peterburg. Najboljša gledališka skupina pantomime, Švedska. Nagrada za izvirnost predstave, Urban Jazz Dance Company, ZDA. Zmagovalka festivala, Sanje, Poljska. Čeprav je bila predstava slovenske gledališke skupine Tihe stopinje po prepričanju številnih najboljša, je domov odnesla le nagrado za najboljšo kostumografijo. Festival je pri gledalcih pustil močno sporočilo, kako čarobno je povezovanje gluhega in slišečega odrskega sveta pod okriljem umetnosti.